Marco Rubio je v naletu. In medtem ko J.D. Vance širi neke teorije zarote tam zunaj in nam to ni ravno všeč, Marco Rubio zadene v polno. Zadene v polno, zadene v polno. In izpostavlja norost, ki jo vidimo na spletu. Sploh mi ni treba tega napihovati, sami boste videli. In verjemite mi, uživali boste vsaki sekundi. Več kot 80% radikalnega nasilja zdaj povzročajo skrajni levičarji in anarhisti. To niso abstraktne statistike. Američani so videli, kaj te številke pomenijo. Popoln napad na naše imigracijske uradnike, ostrostreliški napadi, eksplozivi, oborožene zasede, transspolna napadalka, ki strelja na učence katoliške osnovne šole med molitvijo. Njegova pištola je bila označena z napisi, kot je: "Kje je zdaj tvoj Bog?" Direktor zdravstvenega podjetja hladnokrvno usmrčen na ulici. Več poskusov atentata na aktualnega predsednika in umor največjega konzervativnega aktivista generacije. Moški, ki je bil tudi mož in oče 2 majhnih otrok, je bil ustreljen in ubit med govorom pred množico študentov. Mislim, ko to pove na tak način, ja, to je nora grožnja. Ja, to je ogromna grožnja. Ja, to je ogromen problem, ki ga mediji, ki dejansko podpirajo te norce, prikrivajo. To je izrazito in edinstveno zlo. Vedno ga je gnalo sovraštvo, predvsem pa sovraštvo do same civilizacije. To je upor najslabših proti najboljšim, upor šibkih in strahopetnih proti močnim in dobrim. Izvajajo ga tisti, ki ne znajo graditi, ki ne znajo ustvarjati, ki ne morejo doseči velikih stvari in se maščujejo svetu za svojo lastno nesposobnost tako, da skušajo uničiti tiste, ki to zmorejo. To je radikalni levičarizem. Lahko se pojavlja pod različnimi slogani in ideologijami skozi čas in prostor. Lahko se imenujejo antikapitalisti ali antiimperialisti ali komunisti ali anarhisti ali marksisti, vendar je temeljni značaj vedno enak. Vedno je enako. Gre za strupeno zamerljivost, zavito v jezik enakosti, pravičnosti in osvoboditve. Prevladujoča potreba po rušenju tega, kar so zgradili veliki možje, po uničevanju tistega, kar je lepo in prav, v imenu ljudi, ki so polni le grdobije in nimajo svetu ničesar drugega ponuditi. Skozi nasilje in teror skušajo znova vsiliti svojo grdobijo vsem nam. Mislim, neverjetno, da se je temu gibanju uspelo pretvarjati, kot da so oni tisti, ki si prizadevajo za mir. Da so oni tisti, ki resnično razumejo, da so oni tisti dobri. Resnica pa je, da so prav oni tisti, ki so neizmerno nasilni. In prav oni so tisti, ki širijo nore, nevarne ideologije, zavite, kot si rekla, v to miselnost, mi smo najboljši, a v resnici niso najboljši. Ves čas so grozni ljudje. Ampak poslušajte, postaneš še boljši. To je izrazito in edinstveno zlo. Vedno ga je gnalo sovraštvo, predvsem pa sovraštvo do same civilizacije. To je upor najslabših proti najboljšim. Upor šibkih in strahopetnih proti močnim in dobrim. Šibki in strahopetni ljudje bi raje uničili in ponižali druge, kot pa da bi se trudili izboljšati sebe. Grdi ljudje bodo rekli, da lepi ljudje niso lepi ali da si tega ne zaslužijo, ker se zaradi tega sami počutijo bolje. Revni ljudje bodo poskušali reči, da so bogati ljudje grozni, ker se zaradi tega sami počutijo bolje, ker so revni in tako naprej in tako naprej in tako naprej. To je res šokantno. Šokantno je, da lahko dejansko vidiš tipe osebnosti v politiki. Lahko vidiš ljudi, ki so ponavadi leni ali krivijo vse druge, v primerjavi s tistimi, ki so pripravljeni dejansko nekaj ustvariti zase. In ta razlika je nora. To povzročajo tisti, ki ne znajo graditi, ki ne znajo ustvarjati, ki ne morejo doseči velikih stvari in se maščujejo svetu za svojo lastno nesposobnost, tako da skušajo uničiti tiste, ki to zmorejo. To je radikalno levičarstvo. Lahko se pojavlja pod različnimi slogani in ideologijami skozi čas in prostor. Lahko se imenujejo antikapitalisti, antiimperialisti, komunisti, anarhisti ali marksisti, vendar je temeljni značaj vedno enak. Vedno je enako. Gre za strupeno zamero, zavito v jezik enakosti, pravičnosti in osvoboditve, ter za močno potrebo po rušenju tistega, kar so zgradili veliki ljudje.
Da uničijo tisto, kar je lepo in prav, v imenu ljudi, ki so polni samo grdote. Mislim, to slišiš dvakrat in si sam rečeš, ja. Ja. Ta govor bi lahko poslušala milijonkrat. Ničesar drugega nimajo ponuditi svetu. Z nasiljem in terorjem skušajo znova vsiliti svojo grdobijo vsem nam. Stara dogma je bila napačna. Stara dogma je bila napačna. Nič od tega ni gnano z idealizmom. Ni utopično. Pravzaprav je ravno nasprotno. En od kritik, ki jih včasih slišite o komunizmu, na primer, je, da v teoriji zveni dobro, v praksi pa nikoli ne deluje. To pravzaprav ni res. Komunizem v teoriji ne zveni dobro. Svet, ki si ga zamišlja za vse nas, je majhen, raven, siv, izenačen, brez vsega izjemnega, izpraznjen vsega, kar je dobrega in plemenitega v človeški duši. Svet, ki si ga zamišlja, je svet brez poguma. Svet brez ustvarjalnosti ali ambicij. Svet brez junakov, slave ali velikih ciljev, h katerim bi stremeli. Wow. Svet brez čudežev, brez mitov, brez mož, ki bi se dvignili nad ostale in počeli neverjetne ter izjemne stvari. In svet, ki si ga komunizem zamišlja, je svet brez Boga. Za te arhitekte revolucionarnega nasilja je veličasten dosežek naše civilizacije, zanje neznosno ponižanje. Opomnik na to, česa ne morejo storiti, in opomnik na to, česar ne morejo biti. Zato se raje odločijo za uničenje. Napadajo cevovode, napadajo železnice, napadajo električna omrežja in laboratorije. Fizično utelešeni simboli moči, izuma in dosežkov. To je narava terorizma, s katerim se danes soočamo. Prezirajo Zahod, ker je Zahod izjemen. Prezirajo Zahod, ker je Zahod izjemen. Mislim, a ni bil to eden najboljših govorov, kar ste jih kdaj slišali? Ker je bil zagotovo eden najboljših govorov, kar sem jih kdaj slišala. Mislim, način, kako je to opisal, ne morem verjeti, da o tem še nikoli nisem razmišljala. Res je, seveda smo tako navajeni slišati izjavo, da bi bil komunizem neverjeten, če bi deloval. Ampak zdaj, ko pomisliš, si rečeš, ne bi bil neverjeten. Točno tako. Svetu odvzame Boga, možnost, da bi bil nekaj neverjetnega, da bi izstopil iz povprečja. Vsi smo popolnoma enaki smo. In možnost, da si izjemen in delaš neverjetne stvari, ter ustvarjaš neverjetne stvari, to je tisto, kar počnem. Ustvari velik svet, dolgočasen svet. Svet, kjer so vsi enaki, vendar nihče nima spodbude, da bi naredil karkoli neverjetnega. Kakšen globok pogled na to. In kako čudovito je slišati, da nekdo to dejansko poimenuje tako, kot je. Razkroj naše družbe strani šibkih ljudi, ki jih je popolnoma strah dejstva, da morda ne morejo postati nekdo. In zato želijo zagotoviti, da tudi nihče drug nikoli ne bo nič. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve. Živjo, jaz sem Meira K., voditeljica oddaje The Pushback in zelo sem hvaležna, da ste tukaj. Kot vsi veste, smo na misiji, da ustvarimo odpor. Gibanje na spletu, ki spreminja ton medijev, ki jih trenutno spremljamo, in brani Zahod pred stvarmi, pred katerimi ga je treba braniti. In to poskušamo narediti neodvisno. Če bi želeli oglaševati pri nas, napišite na info@mirrorke.com. Še pomembneje pa je, da kmalu prihaja zelo razburljiva novica. Veliko vas je spraševalo, kako bi se lahko bolj vključili v odpor, in pripravljamo nekaj res odličnega. Zato bodite pozorni na to. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkati video, komentirati, sodelovati, preveriti načine, kako nas lahko podprete in seveda še naprej spremljajte naše vsebine. Ker to, kar počnemo tukaj, je prava revolucija in res smo hvaležni, da ste del tega.